Preden pa povem tudi svoje razmišljanje o pravni, socialni in pravični državi, pa tudi o tem, s kakšnimi težavami smo se tudi mi na Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti soočali v tem mandatu. Naj se zahvalim tudi posameznikom, ki sedijo danes tukaj in so se odzvali našemu povabilu, da spregovorijo o krivicah, ki so jim bile storjene, zato ker pravna in socialna in s tem pravična država ne funkcionira. Jaz vem, da je bilo potrebnega veliko poguma in da bo potrebnega še dodatnega poguma, da bodo spregovorili o teh svojih krivicah v nadaljevanju in zato seveda se jim še enkrat zahvaljujem, da so se oziroma da ste se odzvali našemu povabilu. Kot predsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti sem se v tem času srečevala z različnimi, ampak predvsem z resničnimi stiskami posameznikov, ki se zaradi nepravične države, za katero danes že vsi skupaj ugotavljamo, da ni enaka za vse, posamezniki bojujejo z mlini na veter. Na eni strani imamo tako posameznike, ki nimajo niti za osnovno preživetje, pa čeprav svoje delo opravljajo korektno in odgovorno. Imamo zatem žalostne zgodbe iz različnih koncev Slovenije, ki jim je zaradi tega, ker so bili postavljeni po toliko letih na cesto, odvzeto tisto osnovno človeško dostojanstvo, ki je zapisano tudi v Ustavi Republike Slovenije in pravzaprav ne bi smelo biti nikdar in nikoli odvzeto ali pa kar v tem primeru poteptano. Na drugi strani pa imamo tiste, ki so s pomočjo tranzicijske levice obogateli na račun vseh nas. In ena od glavnih točk našega programa, če lahko rečem 10+100 rešitev za pravičnost, delovna mesta in razvoj, je prav boj z gospodarskim kriminalom, pa tudi odvzem premoženja vsem tistim, ki so do njega prišli neupravičeno. Če je ena izmed glavnih točk torej našega programa, ki mislim, da je v tem trenutku nekaj najboljšega, kar ponuja politična konkurenca. Če govorimo o tem, da se bomo spopadli z gospodarskim kriminalom, pa na drugi strani je ključen pojem našega programa in tudi te okrogle mize, kar je tudi že prej gospod Janez Janša omenil, pravična država. Pri njej se vse začne in vse konča. Prav vsak izmed nas, ki danes sedi tukaj, namreč zelo jasno loči med tem, kaj je slabo in kaj je dobro. Vsak loči med tem, kaj je pravično in kaj je krivično. In vsak loči med tem, kaj je pošteno in kaj je nepošteno. In vsak tudi zna jasno razločiti med tem, kaj je neka realna obljuba, dana v nekih možnostih, ki jih današnja situacija ponuja, in kaj je nerealna obljuba. Pravična država v prvi vrsti pomeni, da moramo imeti vsi enake izhodiščne možnosti, ne glede na to, kje se rodimo oziroma od kje prihajamo. Ne glede na to, ali prihajamo iz Prekmurja ali prihajamo recimo iz Vipavske doline, od koder prihajam sama. Kako bo pa posameznik izkoristil te dane možnosti, ki jih ima, pa je seveda odvisno od njega samega. Vendar pa tisto, kar je ključno, država mu mora enakost v izhodiščih zagotoviti. Pri nas pa žal sta v tem trenutku tako pravna kot socialna država in s tem posledično seveda pravična država zgolj samo še na papirju, v resnici pa ne funkcionirata tako, kot bi morali. In če mene vprašate, je v prvi vrsti potrebno, glede na to, da sama veliko hodim po terenu, se srečujem z ljudmi, se pogovarjam z njimi in večina mi reče, da nimajo optimizma v tem smislu, da ne zaupajo več institucijam pravne države. In zato je seveda prva stvar, ki je potrebna, da jo storimo to, da se povrne potrebno zaupanje ljudi v institucije pravne države. Da bodo ljudje imeli občutek, da
ko se obrnejo na neko institucijo, ki jim je sicer dolžna pomagati, da bo to v resnici tudi storila. Med nami sedijo danes posamezniki, ki so se obračali na vse mogoče institucije, pa država ni opravila svojega dela. In potem so se obračali na komisijo, ki jo vodim. Jaz lahko rečem, da sem, kolikor je bilo v moji moči, se tudi osebno pogovarjala z ljudmi, veliko hodila tudi na teren, tudi po občinah, kjer smo pač se pogovarjali, skušali priti do rešitev. Mi smo bili pravzaprav neke vrste mediator v teh problemih posameznikov, ampak mislim, da je komisija zelo dobro delala in da smo prišli tudi do nekih pomembnih, bom rekla, zaključkov, ki kažejo na to, da je takšna komisija še kako potrebna v naši državi, ampak predvsem pa je potrebno, da začnejo ostale institucije, ki so dolžne pomagati ljudem, tudi resnično funkcionirati. Če želimo doseči pravično državo, moramo poleg enakih izhodiščnih možnosti za vse ustvariti torej pogoje, kjer bosta pravna in socialna država začeli aktivno funkcionirati. Lahko povem, da se je s tem vprašanjem veliko ukvarjala tudi varuhinja človekovih pravic, čeprav včasih lahko povem, da smo imeli kar kratke stike z varuhinjo, ker na nekaterih področjih smo se vendarle razhajali. Jaz namreč mislim, da je potrebno v nekih situacijah povzdigniti glas, predvsem takrat, ko gre za resnično kršenje človekovih pravic, predvsem vezano na kršenje človeškega dostojanstva, pa včasih ni bilo nekih odgovorov strani urada varuhe človekovih pravic. Ampak kar pa se tiče tega vprašanja, pa moram reči, da je tudi varuhinja zelo dobro zaznala, kaj je problem današnjega časa. In to je to, da se vsi skupaj sprašujemo, ali dejansko pravna in ali smo še pravična oziroma pravna in socialna država. Ko sem vodila komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti, sem ugotovila, da gre za izjemno neodzivnost pristojnih institucij. Ljudje čakajo na čisto osnovne odgovore, neverjetno veliko časa, največkrat jih pa sploh ne dobijo. In to je aroganca države, ki se ne bi smela dogajati, da ljudje, ki želijo nek odgovor, ker se morebiti ne znajdejo v neki situaciji ali pa preprosto, ker jim je dejansko bila povzročena krivica in želijo nek odgovor, ga ne dobijo. Mi smo v tem obdobju obravnavali okoli 700 vlog, govorim samo o peticijah, ne o tem, kaj smo obravnavali še tudi kot komisija, ko smo predlagali veliko število sej zaradi kršenja človekovih pravic. Največ vlog se nanaša na civilne in kazenske zadeve, potem sledijo zadeve iz področja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, delovno-pravne zadeve, zadeve iz področja socialne varnosti ter stanovanjske in komunalne zadeve. To so vprašanja, s katerimi se trenutno soočajo posamezniki in ko hodimo po regijah, tudi vidimo, da po večini se povsod približno enaki problemi oziroma podobni problemi pojavljajo. Problem te države je tudi v tem, da je v Sloveniji izjemno veliko ljudi, ki so jim kršene človekove pravice, ki so v hudih stiskah, potrebujejo pomoč, ampak problem je v tem, da že leta in leta opozarjajo na te krivice. Leta in leta, pa se nič ne zgodi. Naprimer, oškodovanci po drugi svetovni vojni. Ti se že leta in leta borijo za to, da bi dosegli neko svojo pravico. Ampak za njih ni posluha. Zato, ker nimajo za sabo kolesja nevladnih organizacij, kot recimo, dam primer, skupino izbrisanih, tam stvari delujejo in tečejo, v tem primeru pa pač ne. Ampak jaz mislim, da bi morali dati prednost takšnim vlogam, ki imajo že dolgo brado in mislim, da bi bil že skrajni čas, da se jih reši. Potem mi imamo v ustavi zapisano, da je država pravna in da je država socialna. S tem
Ampak predvsem se mi zdi, da bi se morali vprašati, ali izpolnjujemo oziroma uresničujemo tisto zahtevo po osnovni elementarni pravičnosti, ki je predpogoj za to, da recimo pravna in socialna država funkcionirata tako, kot to opredeljuje Ustava Republike Slovenije. Le pravična država, kjer ne bo delitve na prvo in drugorazredne državljane, lahko povrne zaupanje ljudi v to državo, pa tudi v politiko, nenazadnje. Vendar se bojim, da bomo to zelo težko dosegli, če bomo na položajih podpirali oziroma tolerirali ljudi, ki se jim korupcija ne zdi nič takega. In celo v intervjujih odgovarjajo za tuje medije sicer, da korupcije v Sloveniji ni. Pa čeprav raziskave jasno kažejo, da je korupcija še kako vse prisoten problem v tej državi in da bo enkrat dokončno potrebno presekati tako s korupcijo kot s klientelizmom. Težko bomo dosegli pravično državo tudi tako, da če bomo na najvišjih položajih v državi podpirali posameznike, ki izigravajo zakonodajo, pa čeprav so prvi poklicani k temu, da jo spoštujejo. In tisto zadnje, kar se mi zdi ključno in se mi zdi, da je tudi eden izmed trenutno najbolj perečih problemov v tej državi, da se moramo vprašati, ali je pravična država to, da se kljub opravljenemu delu delavcev ne plačuje, da se jih izkorišča, da se jim ne zagotovi ustreznih delovnih in bivalnih pogojev. Tukaj konkretno imam predvsem v mislih tiste, ki prihajajo na delo iz tujih držav. Ali je pravično to, da delavci nimajo pravic iz socialnega varstva v primeru nesreč pri delu? Vse to so vprašanja, ki jasno nakazujejo, da če niso rešena, potem to tudi ni seveda pravična država. Tudi na Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti smo večkrat obravnavali kršenje pravic delavcev in njihovo izkoriščanje strani delodajalcev. Nesprejemljivo je namreč, da država ni znala zaščititi delavcev, vsaj ne v zadostni meri, je pa omogočila posameznikom, da prav na teh njihovih žuljih danes lahko vozijo drage avtomobile in polnijo bančne račune, nekateri tudi v posebnih ciprskih poštnih nabiralnikih, lihtenštajnskih in tako naprej. In seveda glede gospodarskega kriminala. Verjetno se vsi sprašujemo, ali je pravična država država, v kateri gospodarski kriminal ne dobi epiloga na sodišču in se ga ne preganja. Mi smo v zadnjem času bili seveda sicer deležni megalomanskih akcij strani policije, ampak zgodilo se je samo to, da so pred kamerami opravili neko delo, potem pa se s temi ljudmi ni zgodilo nič. Se pravi, to je metanje peska v oči ljudem. Jaz sem enkrat že govorila o tem, predvsem o poročilu Varuha človekovih pravic glede gospodarskega kriminala, da so bile ugotovitve strokovnjakov, ki se s tem ukvarjajo, da so pri nas ugotovitve glede gospodarskega kriminala alarmantne. Povedali so namreč, da je Slovenija v celoti pogrnila na področju omejevanja in preganjanja gospodarskega kriminala in kot zgleda se v zadnjem času ni nič izboljšalo, kvečjemu poslabšalo. In zanimivo, kot kaže ugotovitve, je največji problem neučinkovitega spopadanja z gospodarskim kriminalom vmešavanje politike. To pa pomeni, da je potrebno nemudoma vzpostaviti takšen sistem, da se bodo organi pregona znali ograditi od političnih pritiskov ter svoje delo opravljali strokovno in nepristransko. Zdaj sem verjetno že malo predolga, tako da bom skrajšala. Verjamem, da želite tudi vi povedati svoje izkušnje s tem, kaj je pravična država, ali jo dojemate kot pravično, ali deluje pravno in socialno. Predvsem pa bomo verjetno v nadaljevanju lahko slišali zgodbe posameznikov, ki se jim je zgodila krivica in še danes trpijo hude posledice zaradi tega, ker država ni funkcionirala tako, kot bi morala. Najlepša hvala.